Ja. Bomo objavili tudi vam, bomo objavili seveda. Takoj, gospod predsednik. Lejte, se boste vi zmenili s pristopom. Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 163, to so vesti. Predsednik Desusa, Karl Erjavec, po oprostilni sodbi pričakuje, da ga ne bodo več nadlegovali z afero Patria, saj je, poudarja, spoštoval predpise, njegovo nedolžnost pa je ugotovilo sedaj tudi sodišče. Na Patrije še vedno gleda kot na koristno opremo in taki so tudi odzivi z terena. Treba vedeti, da te Patrije uporabljamo v Afganistanu zato, da zagotavljamo varnost. In včeraj mi je nekdanji načelnik povedal, da ameriški general, ki grejo tam v Afganistan na teren, da se želi peljati samo z našo Patrijo, da sicer ne gre. Tako da lahko to preverite na Ministrstvu za obrambo. Sebe pa vidi kot žrtev medijske gonje. Trpijo tudi njegovi najbližji. S tem postopkom nisem trpel samo jaz, ampak tudi moja družina, moji otroci. Večkrat se je zgodilo, da je moja hčerka domov prišla pa rekla, sošolci so rekli, tvoj oče pa zapravlja davkoplačevalski denar in nevestno dela v službi. Veste, to niso enostavne stvari, ampak pa če si politik, to vzameš na hrbet, ampak zdaj, ko je pa sodišče ugotovilo, da nisem nevestno delal, da nisem povzročil škode, si pa nadovoljen več, da bojo mediji kar tako počeli, kakor se jim zdijo. Svojo nadaljno kariero vidi še naprej v robinhoodovski borbi za pokojnine. Ministrski položaji ga ne zanimajo več. To zame ne predstavlja več izziva. Moj izziv je, kako graditi socialno državo, kako pomagati tem revežem, ki se komaj preživljajo, tukaj se pa gremo igrce s Patrijem, pa ničnost, ugode, pa ne vem kaj. Namesto da bi se ta vlada ukvarjala, ko bomo ustvarjali nova delovna mesta. Tako da ne se bati. Jaz upam, da nam nikoli več minister, no, ampak ponavadi pravijo, da zaradi enega kruha se največ človek naje. Predsednik Združenja izvajalcev zaključnih del v gradbeništvu pri Gospodarski zbornici Slovenije Mirko Požar in podizvajalci pri gradnji avtocest, ki so protestirali pred poslopjem Darsa ta ponedeljek, v bistvu prejšnjem, so od uprave Darsa zahtevali plačilo za opravljena dela na podlagi bančne garancije. Izražamo ogorčenje in protest do vlade Republike Slovenije in pravosodnih organov zaradi ščitenja interesov neplačnikov in da ustrezno ne ščiti nepoplačene upnike podizvajalce. Zaradi vseh navedenih razlogov je današnje protestno zborovanje z predajo peticije opozorilo tako vlado Republike Slovenije kot družbo Dars, da nemudoma uredi problematiko nepoplačanih podizvajalcem, dokonča gradnje slovenskih avtocest, pridobi uporabno dovoljenje in korektno poplačilo vseh dejansko izvedenih del na avtocestnem programu. V primeru neukrepanja bomo podizvajalci Združenja izvajalcev zaključnih del v gradbeništvu Republike Slovenije prisiljeni izvesti najhujše ukrepe državljanske nepokorščine, kot so zapora vseh cest, demontaža vgrajene in neplačane opreme, o nastali problematiki pa obvestili širšo evropsko skupnost, katera je iz svojih kohezijskih skladov prispevala finančna sredstva vse do danes v prepričanju, da so uporabljena transparentno in tudi pravilno izplačana vsem izvajalcem avtocestnega programa. Predsednica uprave Darsa, Mateja Duhovnik, protestniki niso dočakali. Kakšne pol ure po njihovem odhodu pa si je vzela čas za nas. Je uprava Darsa danes vzela čas in bila pripravljena sprejeti predstavnike podizvajalcev, da uprava prav tako pričakuje, da bodo tako podizvajalci kot vsa slovenska javnost v bistvu pripravljeni sprejeti argumente, na osnovi katerih se pač ne moramo odločati in poplačati podizvajalce, ker smo to delo že plačali glavnim izvajalcem. A boš zmogel? Pa bom.
Potem, ko je časopisna hiša Dnevnik objavila vse javno dostopne orožarske dokumente državnega zbora, je vodja poslanske skupine socialnih demokratov Dušan Kumer poudaril, da je 20. obletnica samostojnosti skrajni čas, da Slovenci razčistimo s preteklostjo in enkrat za vselej razjasnimo orožarske posle. Nič druga nočemo kot to, da se enkrat po 20 letih ugotovi na tej politični ravni. Trgovina nelegalna z orožjem je bila, trgovalo se je za gotovino in nekdo je od tega tudi imel materialno korist. That's all, konec. In stvar je končana. Če so sodni postopki zastarali v zvezi s tem, je problem nekaterih drugih. Ampak mi se več s tem ukvarjali naslednje leto in naslednja leta, vsaj po našem mnenju, ne bi več. Zdaj, če se pa kdo drug in če ima kdo drug slabo vez v zvezi s tem, je pa njegov problem. Zato še enkrat poudarjam, zato pa odpirajo obdobje osamosvojitve, ki nima s tem nobene neposredne zveze. Reševalna postaja UKC Ljubljana ima 3 nova reševalna vozila. Rešitve v teh vozilih bodo med drugim omogočile, da bodo reševalci lahko hitreje prispeli na kraj nesreče, govori Andrej Fink, vodja reševalne službe. Reševalna postaja UKC Ljubljana je pred dnevi v promet spravila 3 nova reševalna vozila, ki so bila nabavljene v sklopu skupnega javnega razpisa, ki ga je vodilo Ministrstvo za zdravje, investitor je bil pa Klinični center Ljubljana. Skupna vrednost teh vozil presega 600 000 evrov. To, kar vidite zadaj, je v bistvu rezultat skupnega razvoja, se pravi nas, izvajalcev in pa proizvajalcev teh vozil. To so prva vozila v našem voznem parku, ki so izdelana po modularnem konceptu, tako da je bolniški prostor v modularni izvedbi, kar omogoča veliko več prostora, funkcionalno razporeditev opreme, lažje delo za ekipo, ljudje so manj obremenjeni in seveda iz tega je tudi sama oskrba bolnikov boljša. Vse v redu, gospod predsednik. Ja, fajn se imejte. Svidenje. Gospod predsednik, a so prišli po vas? Ne. Pravim sam, da bomo zdaj vašo novico posneli. Ja, najlepša hvala. Svidenje. V akciji Moj zdravnik je letos največ glasov prejel zdravnik splošne medicine in župan Pirana, Črni Peter Bosman. Slavnostni govornik letošnje prireditve je bil častni pokrovitelj akcije, predsednik države Danilo Türk. Ta je pravico do najvišjega standarda telesnega in duševnega zdravja označil kot eno temeljnih človekovih pravic. Ob tem je dejal, da je njegova izkušnja z nedavno boleznijo ponovno pokazala, kako pomembno je zgodnje odkrivanje, temeljit pogovor o vseh vprašanjih, ki odpirajo možni načini zdravljenja in odgovorno odločanje o konkretnih zdravstvenih postopkih. 3, 2, 1, grem. Letos mineva 50 let od poleta ruskega kozmonavta Jurija Gagarina v vesolje. Častni gost na odprtju razstave Gagarin, nebo je črno, zemlja je modra, je bil Jurij Ivanovič Malenčenko, kozmonavt. Ob tej priložnosti je bil povprašan o prihodnosti in načrtih človeštva v vesolju. Я думаю, что, на мой взгляд, полеты на Луну и на Марс – это вот ближайшие планеты. И это были бы логические шаги по развитию пилотированной космонавтики. Mislim, da so poletje na Luno in na Mars, torej poletje na bližnji planeti, so neki logični koraki na poti razvoja kozmonautike. И тоже создание строительства базы на Луне. Tudi ustvarjanje bazne postaje na Luni. Такие проекты, они в поле зрения ученых, конструкторов находятся уже значительное время. To so projekti, ki jih znanstveniki in raziskovalci že dolgo časa smotrijo, razmišljajo o njih. И в разных странах об этом думают, и я думаю, рано или поздно будет начата работа по осуществлению таких проектов. V različnih deželah mislijo na te projekte in mislim, da bo v prihodnosti tudi vse načrtovano izvedeno. И я уверен,
уверен, что эти проекты будут не национальным проектом какой-то отдельной страны, а это будет кооперация международная. In sem prepričan, da ti projekti bodo izvedeni v nekem mednarodnem sodelovanju, ne pa, da bi jih izvajale posamične države. Но вот на сегодняшний день у нас нету конкретных дат или конкретных шагов по реализации этого проекта, но это вот дело будущего, я думаю, не очень далеко. Kar se tiče današnjega dne, pa nimamo nekih konkretnih korakov za izpeljevanje tega projekta in mislim, da je to stvar prihodnosti. Dešiš, da mi to čelado, ko gre sam še na slabšno. Razumem. Med 15. in 24. aprilom bo potekal 17. festival sodobnih odrskih umetnosti Exodus. Kurator letošnjega festivala je belgijski umetnik Jan Fabre, direktorica festivala Nataša Zavolovšek. Ta format festivala je nekakšen, kot smo si ga vedno želeli. V bistvu budžet je 160 000 evrov, ker je to v bistvu, ker prejšnjo leto v bistvu festival te formate nismo imeli, se to v bistvu dva budžeta skupaj. Prejšnjo leto smo imeli tudi srečo, ker smo bili tudi priznani strani Evropske unije kot institucija posebnega pomena in smo dobili sredstva tudi za to. Ministrstvo in mesto zato nam dobili večletni projektne sredstva, tako da smo nekako to lahko si privoščili, seveda brez naših partnerjev, to nikako ne bo mogoče. Zato bi se na tem mestu zahvalila vsem partnerjem, ker imamo tudi ta koncept, da umetnika predstavljamo z različnih pozornih kotov, je pa v bistvu prišlo širšo, imamo tukaj tudi v bistvu mestni muzej, kinoteka in seveda spet smo skupaj s Cankarjevim domom, kar me v bistvu veseli. Za Exodus niso dali? Ne, za Gilberta. A to je drugo. Ob predstavitvi festivala nam je pojamral direktor Cankarjevega doma. Komentar tedna Mitja Rotovnik. Zadnji 2 leti sta tako obupni, z obiskom seveda, da ne vemo, kako sploh se postaviti za prihodnje. Recimo, če omenim Matildo Monje, ki je bila zadnja tu s Pavlovo, 2-krat je bila v Linhartovi dvorani, niti 300 vstopnic nismo prodali. Potem takoj za njo je bil sloviti festival Aerowaves, zelo tudi medijsko podprt in tako naprej. Prekrasne 3 skupine so nastopile v Linhartovi dvorani, 17 kart je bilo prodanih. In da ne naštevam nazaj in odpiram ran, ki so vedno hujše, da tako rečem, vedno hujše. Zdaj, mi seveda ne bomo obupali, bomo se naprej iskali najkvalitetnejše možne strateške odločitve, programske odločitve, ampak eno stvar bi pa jaz rad rekel, da bo treba tudi v uredniških politikah medijev razmisliti o eni večji podpori temu delu umetnosti. A veste, stvari so postale tako krute na trenutek, da mediji že napišejo. Tudi o Aerowaves je bila cela stran o tem pomembnem festivalu. Sam je bila en dan prej, veste. In mene zelo zanima, a bodo ključni časopisi povzeli današnjo tiskonferenco jutr, po jutršnjem, ali en dan preden bo prišel Faber v Ljubljano. Skratka, v medijih zelo dobro vejo, koliko imamo vsi denarja za to, da ga lahko vložimo v promocijo. Več ga nima nobena institucija, a veste. In zdaj pričakovati, da nas bojo držali na tem, da pač, če nimate denarja za promocijo, jo pač ne bo, mi vam nismo dolžni promocije delati, se bojo šle stvari samo še na slabše. Še vreme postaja skrajno vroče. Čeprav se v Jaršah po noči še vedno grejo z odprtim ognjem. Zifly People, hvala za video. Iz ljubljanskega studia 163, to so bile vesti. Čau.